spoštovani novinarji, po današnji izredni seji Odbora za zunanjo politiko, katero je zahtevala Slovenska ljudska stranka, zahtevala pa jo je že na osnovi pogovora, ko je bil predsednik vlade tu v parlamentu, se pogovarjal z parlamentarnimi strankami. Takrat je naš predsednik, magistr Radovan Žerjav, predlagal predsedniku vlade, da bi o poteku priprave za pripravo dokumentacije tako za vsebino spora kot memorandum naredili na najširši politični ravni vseh predsednikov parlamentarnih strank sestanek. In od 2. februarja, ko je predsednik vlade obljubil, da bo to v februarju, se ni zgodilo, zato smo konec februarja zahtevali sklic izredne seje Odbora za zunanjo politiko. Danes je 8. april, seveda tudi do tistega sklica na najvišji ravni žal ni prišlo. Sklepe, ki smo jih predlagali in so seveda javni, smo želeli, da bi tudi del razprave okrog proceduri bil danes javni, ampak je seveda vladna koalicija z jasnim namenom, da pač prikriva določene stvari, to sejo zaprla že na začetku. Zaprti del seje bi seveda lahko bil o vsebini, ampak mi se nismo želeli pogovarjati o vsebini, ampak o proceduri, kaj in kako narediti. Namreč obstajajo zelo različna mnenja, stališča strokovnjakov, kaj zapisati v vsebino spora in seveda kaj zapisati v memorandum. Dejstvo je, da tisto, kar bo zapisano v vsebini spora, bo arbitražno sodišče obravnavalo in nič drugega. Samo to. V memorandumu je pa seveda lahko zapisano samo, torej je lahko obrazložitev to, kar je zapisano v vsebini spora. Nekateri provladni zgodovinarji sedaj razlagajo, kot da je seveda bistvo, kaj bo pisalo v memorandumu. Ali poenostavljeno povedano, to, kar ne bo zapisano v vsebini spora, ne moremo izgubiti. To pomeni, čim manj napišeš, nekaj dobiš in potem se bo vlada hvalila, kako čudovito, odlično smo dosegli torej pri samem na samem arbitražnem sodišču. V Slovenski ljudski stranki seveda ne bomo dopustili, da bi tudi tisti člani delovnih skupin, namreč 3 jih imajo, kot veste, ena še se sploh ni sestala, tisti, ki so bili povabljeni strani tistih, ki so nasprotovali arbitražnemu sporazumu, bili privesek samo kot bom rekel, kot nekšna fasada, kako je ta ministrstvo za zunanje zadeve in vlada seveda demokratična. Mi smo danes na zaprtem delu seje zahtevali, hoteli vedeti, zakaj ministrstvo za zunanje zadeve ne dovoli vpogleda v arhive ministrstva. Ministrstvo za zunanje zadeve vsem članom komisije ne dovoli. Pika. Nekaterim ja, nekaterim pa ne in so vsi člani iste komisije. Drugič, seveda smo hoteli vedeti, kaj bo vlada naredila, da dobimo arhive torej iz Srbije v zvezi z to problematiko in kot smo danes dobili odgovor strani kabineta predsednika vlade, je Slovenija Hrvaški že posredovala seznam, kaj je Slovenija zahtevala iz arhivov iz Srbije. Slovenija tega seznama še pa ni dobila. Verjetno bi to moralo biti win-win, ne pa seveda zopet na takšen način. In nazadnje, danes je minister sicer obljubil, da bo državni zbor, torej da bo državni zbor seznanjen z vsebino spora in če se bo zgodilo, da Hrvaška konec letošnjega prvega poletja konča pogajanje za vstop v Evropsko unijo, potem bo seveda v skladu z arbitražnim sporazumom potrebno v roku 1 meseca imeti vsebino spora na mizi. In pri tem sklepih, ki smo jih sprejeli in smo se dogovorili, da so za javnost, sem predlagal v imenu Slovenske ljudske stranke amandma, da se v informacijo vključi tudi o vsebini spora. Si vi predstavljate, da je koalicija, najprej je bila celo predsednica odbora za to, da se to vključi notri, potem pa seveda z nekaterimi člani koalicije, od Anderliča do gospe
Beblerjeve, pa si je potem tudi predsednica premislila in ta amandma ni bil sprejet, da bi torej v drugem sklepu imeli tudi zapisano o vsebini, da bo ministrstvo obveščalo Državni zbor tudi o vsebini spora, ne samo o memorandumu. Še enkrat, memorandum je samo knjiga obrazložitve, vsebina spora pa je morala biti vsaj tako dobro narejena, kot jo je bivša Juga naredila za priključitev Julijske krajine. Ampak tega očitno ne bodo naredili, ker, tako kot sem že omenil, imajo samo en namen: v vsebino spora dati čim manj, nekaj od tistega dobiti in potem reči, kakšen strašen uspeh je bil. V Slovenski ljudski stranki ne bomo držali križem rok in seveda zahtevali in izkoristili vsa pravna sredstva, ki so nam na razpolago. Še enkrat, ne želimo se vtikati v samo vsebino gradiva, ki ga pripravljajo strokovnjaki, vtikamo se pa v proceduro in ne dovolimo, da en del ljudi, ki so v tej komisijah, ne smejo priti do vseh informacij, kot pa drugi del. V tem primeru gre seveda samo za fasado in torej krivo prikazovanje v slovenski javnosti.